Kot vse kaže, je v enem slovenskem mestu ponovno na pohodu požigalec. Uganete, v katerem? Všeč mi je ta del, ne? Pokličite zdaj in povejte, v katerem mestu je ponovno zagorelo. Je režija, ja, mi že sporočajo, da je takšnega navala klicev pa še niso doživeli. Dajmo kar priložnost prvemu. Kdo je z nami in kakšen je vaš odgovor? Alo, Samir tule, Velenje lega. Ne. Žal, gospod Samir, Velenje ni pravilen odgovor. Tudi mene je presenetilo, a tokrat gori nekje druge. Pozdravljam že drugega. Kdo je z nami? Fikret, požigalec je v Veleju, 100%. Gospod Fikret, ne. Lihar smo rekli, da se tokrat požari ne dogajajo v Velenju. Verjetno niste slišali, vam damo še eno priložnost. Pa jaz vseeno rečem Veleje, jebi ga. Ok, do zajebancije, pravilen odgovor je Murska Sobota. To bi si mislil. Poglejmo, kaj se dogaja v Prekmurju. Od sobote je zagorelo 5-krat, 4-krat je prišlo do požara večjih zabojnikov, enkrat je zagorelo v nenaseljeni stanovanjski hiši. Prav tako v soboto je zagorelo še 2-krat, med drugim tudi na parkirišču Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti. Tam je danes ponoči zagorelo še enkrat. Morda je na prvi pogled res videti, da gre za delo požigalca, ampak ni nujno. Goreli so zabojniki. Mogoče nekdo, ki mu je mar za okolje, le izvajal sežig smeti. Zagorela je zapuščena hiša. Mogoče kriva slaba elektronapeljava. Edino, kar mi ni jasno, je, zakaj bi se vžgalo za šolo. Za petarde je prezgodaj, rojstnodnevne zabave so prepovedane, tako da sveča na torti ni mogla biti. Razen, če bi učenci tam kadili. Ne mogoče, ker niso polnoletni. Okej. Očitno je res požigalec. Iz režije mi pravkar sporočajo, da so neznanci zanetili tudi požar, ki je poškodoval fasado kulturnega doma. V Velenju. Sem ti rekel, lega. Se prečujem, gospod Fikret, očitno ste imeli prav. Za nagrado dobite sprehod ob Velenskem jezeru. Adej, Godler, goni se ti v trip. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.